A mi lahko en pove, kaj bi človek v tej Sloveniji mogel narediti, da ga ne bojo skritizirali? Poglejte tale primer, preberite tale komentar. Lejte, tale komentar je tale gospod napisal na video, v katerem je Tjaša povedala, kako je skromna, da ji ni nič narodno, če gre v trgovino kupiti pašteto, pa se usede na pločnik, pa na pločniku tisto pašteto poje. In tukaj se najde gospod, ki to kritizira. Evo, v Sloveniji te tudi skritizirajo, če si skromen. Zdaj, če bi se pa ona presaravala po nekih dragih gostilnah, pa bi ji bilo sam za prestiž, bi jo spet skritizirali. Tako da, kar človek v Sloveniji naredi, je narobe. Lejte, namest, da bi rekel, punca vsaka čast, skromnost je neka zadeva, ki se je včasih ful cenila, danes se pa čist nič več ne ceni. Mislim, ploskat bi jim mogli, če smo čisto iskreni. Ampak ne, se najde tudi veliko takih, kot je tale gospod, in so pisali take grde komentarje. Jaz to ne razumem, ampak predvidevam, da je tega gospoda nekaj v tej izjavi Tjaše zelo zmotilo. Jaz ne vem kaj. Tudi, lejte, jaz se čudim, da se ljudje tukaj ukvarjajo z življenji drugih. Lejte, srečen lahko rataš šele takrat, ko se ne ukvarjaš z drugim. Lejte, zaradi mene se lahko vsi s Ferrarijem vozijo, pa mene to nič ne gane. Moje življenje je moje življenje in jaz sem krojač tega mojega življenja in samo od mene je odvisno, a bom jaz srečen ali ne bom srečen. In bogi tisti, ki so srečni zaradi Ferrarija. Še bolj bogi so tisti, ki mislijo, da bodo srečni ali pa da bi bili srečni, če bi enkrat imeli Ferrarija. Mogoče je ravno ta gospod med njim, ne vem, ga ne poznam dobro, ne bom sodil, ampak, glejte, jaz res mislim, da tukaj bi bilo treba Tjašo pohvaliti, ne pa kritizirati. Drugače pa, če si niste še celega podcasta pogledali, si ga poglejte na YouTube kanalu Podcast Tomaž Gorec, pa dajte tle v komentar napisati, kaj vi mislite o tem, kar sem jaz povedal, pa en všeček stisnite.